Moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo Kariera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unicredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da tudi sama odkrivaš področja, na katerih boš mogoče ravno ti nekoč prestavljala meje. Moj današnji gost je Jernej Ogrin, magister inženir prehrane in trenutno dela kot prehranski svetovalec oziroma nutricionist. Je eden redkih, ki ne ponuja diet, temveč z individualnim pristopom pomaga ljudem doseči uravnotežen način prehranjevanja, ki ga ne deli na zdrav in nezdrav, temveč stremi k usmerjanju v brezskrbno prehranjevanje brez slabe vesti, ki hkrati zagotavlja zdravje in dobro počutje. Jernej mi je zaupal, da v prostem času rad hodi v hribe in pleza. Strast pa mu predstavlja tudi zbiranje ročnih ur. Jernej, vesela sem, da si danes z nami in da se bova pogovorila o hrani, o tvojih pogledih na hrano. In za začetek bi rada, da te sama in Kozmo poslušalke in poslušalci bolje spoznamo. Zato ti bom postavila nekaj hitrih vprašanj, ki jih bom postavila tudi vsakemu gostu Kozmo Kariera podcasta. Uspeh, na katerega si najbolj ponosen, je? Leto 2021. Da pojasnim zakaj. Kljub temu, da je bilo leto malo nenavadno in tako burno, sem uspel doseči veliko enih stvari na osebnem, na poslovnem nivoju, obenem pa si pustil živeti zraven. Torej nisem vsega časa in vse pozornosti namenil samo uspehu in rasti in tako naprej, ampak sem se uspel tudi ustaviti. To mi je zelo veliko pomenilo. Super, ful dober odgovor. Kakšen pa je naslov knjige, ki je na tebi pustila največji vpliv? Če bi mogel izpostaviti samo eno, bi rekel Motivational Interviewing in Nutrition and Fitness. Zato, ker je zelo vplivala na moj pogled sploh na prehransko svetovanje kot tako in je imela velik pečat na mojem delu. Še vedno ga ima. Zanimivo. Zaupaj nam svoj moto. Dajmo ne pustiti, da postane naše življenje fokusirano samo na prehrano. Zanimivo, res, da je to ravno izrečeno iz ust prehranskega svetovalca, pa že mora nekako veljati. In kaj zate pomeni kariera? Kariera pomeni povezavo nečesa, kar rad počnem, kot neko mojo strast, ker lahko s tem pomagam ljudem. Seveda pa zraven tudi neko finančno stabilnost, finančno neodvisnost, ker brez tega pač nekaj kariera praktično ne more biti, če želiš biti zraven še srečen. Super. Sedaj, ko pa se že malce bolj poznamo, pa lahko začneva kar z najnim pogovorom. Jernej, kdaj začneš svoj dan? Odvisno. Imam obdobje, ko ga začenjam bolj zgodaj in obdobje, ko ga začenjam malo kasneje. Zdajle v zadnjih časih, dajva reči med 6:30 in 7. Včasih kakšno minuto prej, včasih kakšno minuto kasneje. Ampak nikoli ni tako, ne vem, da bi rekel med tednom ob 5 ali pa ob 6, med vikendom pa spim do 9. Probam biti čim bolj konstanten. Torej neka rutina. Tako. Kakšen pomen pa ima zate zajtrk in pa kaj vse spada v tvojo jutranjo rutino? Zajtrk je zame pomemben, ampak ni to najpomembnejši obrok v dnevu. To velikokrat poudarjam tudi pri pogovoru z ljudmi na splošno ali pri pogovoru s svojimi strankami. Zajtrk je pač še en obrok. Koliko je zate pomemben, določiš ti sam, ampak je lih toliko najpomembnejši obrok v dnevu, kakor je ponedeljek najpomembnejši dan v tednu. Ne moremo mu določiti takega pomena. Ampak jaz brez zajtrka ne morem biti. Tako da tudi zajtrk paše v mojo rutino, ampak ne tako zelo fiksno, ne vem, takoj, ko vstanem, ampak ponavadi tam urco do 2 urci po tem, ko se zbudim, načeloma jem zajtrk. V rutino poleg tega sodijo še prehranska dopolnila. Zdajle doziram samo 2. Ja, nikoli zaenkrat več, no. Pa seveda osebna nega, umivanje zob, umivanje obraza in tako naprej. Pa se posvetiva zdaj kar tvoji službi. Zanima me, kaj je pravzaprav tvoje delo? Kaj moje delo zajema? Mogoče malo bolj široko. Ja, na tak način. Prehransko svetovanje si lahko marsikdo predstavlja kot zelo monotono delo. Torej, jaz se usedem v svojo pisarno, oseba pride k meni in jaz si povem, kaj naj je. Okej? Tudi to je del poklica, seveda, ampak ni to vse. Če jaz povem zdaj, kaj moj poklic vse zajema. Seveda svetovanje, to je kot neko jedro poklica, ampak sem noter potem spada tudi recimo ustvarjanje vsebin za socialna omrežja, odvisno koliko časa ti to vzame, potem zavisi od tega, kakšne projekte imaš in tako naprej. Potem je komunikacija s strankami, ali je to klic, ali je to tipkanje in vse, kar tukaj paše zraven.
potem so take stvari, kot je tale podcast. To vse spada v kariero oziroma v službene obveznosti, recimo tako, čeprav to niti približno ni kot neka 9 to 5 služba, torej nekaj tazga običajnega, kar smo vajeni. Recimo, kot zanimivost, moj dedi, moj ata, star ata, kakor mu rečemo, si sploh ne zna predstavljati, kaj delam. Ker je to poklic, ki v njegovih časih ni obstajal, ni mu predstavljivo, da od doma delam vse in da se nikamor ne vozim v službo. Tako da je to poklic prihodnosti, recimo, oziroma moderen poklic. No. In mi v teh serijah oziroma epizodah Kozmo kariera podcasta ravno predstavljamo te novodobne poklice. Zdaj pa te naj vprašam, kaj te pri delu najbolj osrečuje in kaj ti predstavlja največji izziv? Mogoče bi tukaj šel res v tisto jedro, zakaj sploh to počnem. Zelo rad vidim, ko ljudje pridejo k meni in potem, ko jaz nekaj časa z njimi delam, odidejo bolj srečni. Ne nujno 10 kg lažje, kot si marsikdo predstavlja. Ja, ti, ko svetuješ, ne, oni pridejo k tebi hujšati. Ok, eni tudi, ampak samo to, da jim prehrana predstavlja manj stresa in manj bremena in da jim lahko na ta način pomagam. Ker si ljudje ne zaslužijo se toliko sekirati za prehrano, kot dejansko se. Tako da to je najbolj pozitivna lastnost poklica. Največji izziv ni direktno povezan s svetovanjem, ampak samo balansiranje službenih obveznosti s privatnim življenjem in tako naprej. Delamo doma in včasih se je težko umakniti iz pisarne. In tudi to, kar si prej omenil, da moraš zelo veliko različnih področij obvladovati, zato da si uspešen pri tem, kar delaš. V čem pa se po tvojem mnenju razlikuješ od večine kolegov z področja prehrane? Nočem, da to izpade, kakor da sem jaz boljši od ostalih ali pa celo najboljši. Sploh ne. Samo kar opažam, so določene podobnosti pa določene razlike. Razlike so predvsem to, da se jaz res ne ukvarjam samo s hrano. Torej, ko oseba pride k meni, jaz mu ne povem samo, kaj jest in koliko jest in česa manj ali pa česa več, ampak se dotaknemo še malo bolj široko vsega skupaj. Zakaj sploh neko spremembo narediti? A sploh hočeš to spremembo narediti? Ali pa zakaj si danes sploh tukaj? Ne? Tako malo bolj psihološko, vedenjsko in tudi navade vključujem sem zraven. In nisem prepričan, če to vsi prehranski svetovalci počnejo. Ker tudi, ko smo v šoli naučeni, pač povej ljudem, kaj naj jejo. Ampak to sploh ni to. Ja. Ljudje se v povezavi s prehrano sprašujejo zelo veliko različnih vprašanj. In kaj je tisto, kar bi ljudje res morali vedeti, pa se jim zdi mogoče nepomembno, in kaj bi se morali spraševati bolj pogosto? Mogoče najprej ta drugi del vprašanja, kaj bi se morali vprašati bolj pogosto. Zdaj le prihaja novo leto, januar, in s tem novoletne zaobljube. Torej, en nasvet konkretno. Ko se ljudje odločajo za nov način prehranjevanja, dajte se vprašati, kaj to za vas pomeni. Ne iti brez glavo v to, ker če obrnete prehrano na glavo, to za vas pomeni veliko spremembo. In vi pri prehrani iščete nekaj dolgoročnega. Ne pobrati prve stvari, ki vam pade pod roko. Torej, bodite malo bolj kritični, ko delate prehranske spremembe. Kaj se ljudem zdi nepomembno, pa bi se morali bolj vprašati? Mogoče spet ne toliko samo to, kaj jejo in koliko jejo, ampak kaj sploh pripelje do tega, kaj in koliko jejo. Torej tudi ta nek psihološki vidik. Seveda, ker jaz ponavadi pravim, da je prehrana posledica, ne vzrok nečesa. Tako da se ukvarjati s tistim, zakaj, ne pa kako. To se mi zdi zelo zanimiv vidik, ki se ga bova tudi v nadaljevanju še malce bolj dotaknila. Za zdaj pa te želim še vprašati, če se ti zdi, da ti je študij prehrane veliko prispeval k tvojemu širokemu pristopu do prehranskega svetovanja? Ja, seveda. Pa ne nujno zato, da bi mi že v času šolanja predstavili, koliko je to široko področje, ampak s tem, da nam tega niso uspešno predstavili, sem videl, koliko še manjka. Torej, videl sem pomanjkljivosti, ki jih imamo. O čem govorim? Recimo, zelo veliko se govori v javnosti o prehrani. Prehrana tisto, prehrana tretje, ona dieta, druga dieta in tako naprej. In vedno več, kot se govori, ampak ljudje imajo še vedno ful problemov s prehrano. Torej, nekje prihaja do šuma v komunikaciji. Oziroma, tu še informacij zelo veliko. Kaj je narobe, da jih ljudje ne znajo uporabiti v praksi? In to se mi zdi glavna stvar, ki je pri nas pač manjkala. Kar se tiče širine, pa se mi zdi, da posameznik dobi šele potem, ko gre dejansko v praksi delati. Ker prej si sploh ne zna predstavljati, kaj
prehrana v praksi pomeni. Večkrat rečeš, da nezdrava hrana ali pa slaba hrana sploh ne obstaja. Lahko malo bolj pojasniš, kaj točno s tem misliš? Lahko seveda. Dajmo vzeti kar konkreten primer. Brokoli. Prva asociacija zdravje, samo zdravje in nič drugega, ne? Okay. Za marsikoga res. Ampak zdaj pa vzemimo primer, če ima nekdo problem s prenizko telesno maso. Torej, če on poje veliko brokolija in zaradi tega poje manj takih energijsko, torej kalorično višjih živil, on tvega, da bo on še vedno imel zelo nizko telesno maso ali pa celo nižjo telesno maso, vedno nižjo. In to tudi za njega ni zdravo. Torej, za njega brokoli v velikih količinah ni toliko koristen kot za nekoga, ki ima mogoče 20 kg preveč. In še tukaj vidimo, ne. Hrana obstaja pač na spektru. Imamo zelo hranljiva živila, imamo zelo nehranljiva živila, imamo energijsko revna živila in energijsko bogata živila, kalorična živila recimo. Nobena hrana sama po sebi ni slaba, ker se ti nič ne zgodi, če poješ neki, čokolado, čips, karkoli, če preostanek tvoje prehrane izgleda čisto okej. In zato je nesmiselno, včasih celo nevarno s prstom kazati, ta hrana je dobra, ta hrana je slaba, ker ni tako črno-belih stvari v prehrani. Zanimivo mi je, kako celovito pristopaš do načina prehranjevanja. V eni izmed svojih Instagram objav govoriš o psihološki lakoti. V natrpanem ritmu življenja hitro podležemo učinkom stresa in posegamo po hrani, ki ni tako zdrava alternativa. Nam mogoče lahko poveš kaj več o psihološki lakoti, kot si jo sam poimenoval? Ja, mogoče najprej, da tukaj začnem. Ne vem, če je sploh utemeljen strokovni znanstveni izraz psihološka lakota, samo jaz jo vidim kot tako in sem jo tako opisal. O čem govorim? Če kar tebe lahko direktno vprašam, kolikokrat si danes mogoče pojedla nekaj, pa sploh nisi bila lačna? Danes res ne, ker se mi je skozi nekam mudilo. Okay. Ampak drugače od navaden dan, Drugače pa recimo. zelo velikrat, ja. Pogosto to naredimo, ne. Sej samo po sebi to ni nič napačno. Je normalno, da tudi uživamo hrano, zato ker, ne vem, nam je dolg čas, smo veseli, smo žalostni, karkoli. Ampak če je to glavni razlog za vnos hrane, zelo pogosto pojemo preveč. Se veš, če bi vsakič, ko si pod stresom, pa vsakič, ko si vesela, vsakič, ko si žalostna, vsakič, ko se učiš, jedla, pa to sploh ne bi bila lakota, ja, veliko verjetnost imaš, da vneseš preveč hrane. Torej je smiselno nekako upoštevati te občutke lakote, se jih zavedati in večinoma jesti takrat. Ampak si pa seveda pustiti priložnost oziroma dovoljenje jesti takrat, ko si v družbi vesel in tako naprej. Sedaj bova naredila krajšo pavzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero. Že prej sva omenila, da kariera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak da omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejenih financ pa vam lahko pomagajo tudi novi paketi mednarodne skupine Unicredit, ki je pokrovitelj podcast serije Kozmo kariera. Mednarodna skupina Unicredit s sedežem v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. Ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti blizu svojim strankam, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjaš kar po spletu, brez obiska poslovalnice, še hitreje, kot bo konec tega najinega podcasta. Na voljo so 4 paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključujejo tudi mobilno in spletno banko, se razume, pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko misliš paket digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu. Z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 € nagrade. Sproščeni, aktivni in brezmejni pa so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu. Sam oziroma sama pa lahko izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 € nagrade. Pozabili pa niso niti na mlade, ki lahko izberejo paket sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta. Ker denarja vedno primanjkuje, pa lahko za uporabo prejmete tudi do 30 € nagrade. Sedaj pa nadaljujeva s pogovorom z mojim gostom, Jernejem Ogrinom, prehranskim svetovalcem. Danes živimo v času, kjer je v ospredju kapitalizem in preživimo v službah vse več časa. Kaj bi svetoval vsem tistim, ki želijo jesti zdravo in uravnoteženo, pa med službo nimajo ravno časa za pripravo obrokov? Moj prvi nasvet bo zelo splošen, ampak zelo zgovoren. Dajte prilagajati prehrano vašemu življenjskemu slogu. Ne prilagajati življenjskega sloga prehrani. Torej, če preživite v službi 10 ur na dan,
ja, verjetno si ne morete privoščiti, da preživite tam 2 uri manj, da greste domov kuhati. Torej bo treba narediti nek kompromis, ali je to dostava hrane, pa probate tam narediti zdravo izbiro, ali je to, da si splanirate dan, tako da mogoče že zjutraj skuhate za zvečer, ali pa zvečer skuhate za naslednji dan. Neko tako prilagoditev je treba narediti, ampak ne iti preko sebe in vsega prehrani podrediti. Probite narediti najmanjši možen korak, ki bo imel največji možen učinek. Sam prisegaš na to, da se pri hrani ne omejujemo. Vseeno pa moramo za zdrav življenjski slog verjetno postaviti določene meje oziroma sprejeti določene kompromise. Kako sam postavljaš te meje oziroma kako svetuješ svojim strankam, da jih postavljajo? Ja, tukaj je pa dobro vprašanje. Torej, kje je tista zdrava mera omejevanja? Jaz sem, kakor si rekla, zagovornik tega, da se ne smemo preveč omejevati. Že prej sem rekel, da ne delimo hrane sploh na dobro in slabo, ampak kljub temu, vseeno obstaja potreba oziroma skoraj nuja v prehrani modernega človeka, kar smo mi, da ima neko mero omejitve. Zakaj? Glejte, nikoli nam še ni bilo toliko malo treba narediti za toliko hrane, kakor zdaj. Primer, vzameš iz žepa telefon, doma na kavču si, 10-krat tapneš na ekran, naročiš hrano, čez pol urce na pragu 2000 kalorij obrok. Za celotne dnevne potrebe ene povprečne ženske mogoče. To je bilo 50 let nazaj nemogoče. Zdaj nam ni treba za to nič narediti. In če imamo stalno dostop do te hrane in če upoštevamo, da vedno manjši delež mesečnega budžeta, torej proračuna, namenimo hrani, hrana še nikoli ni bila tako poceni v končni fazi, imamo težavo, ker smo s hrano vedno obdani in če ne naredimo vsaj malo omejitve, imamo lahko problem, torej pojemo preveč, dvigne se nam telesna masa in s tem pridejo določene zdravstvene posledice. Tako da zmerna mera omejevanja je potrebna. Kje pa je tista zmerna meja? Odvisno za koga. Ne moramo potegniti črte in reči, za vse velja točno to, ker smo ljudje med sabo zelo različni. Ampak jaz ponavadi zagovarjam takole, če 80% tvojega energijskega vnosa, tvoje celotne prehrane, predstavljajo neka minimalno predelana živila, recimo zelenjava, sadje, nemastni viri beljakovin, stročnice, mlečni izdelki in tako naprej, lahko preostalih 20%, torej 20% predstavlja v bistvu karkoli. Ampak moraš pa najprej poskrbeti seveda za tiste osnove. Ne sme biti obratno, ne sme biti 20% neka zelenjava in tako naprej in 80% neka svoboda. Tam ponavadi vse pade v vodo. Zanima me še, kakšni so tvoji načrti za prihodnost na področju kariere? Zaenkrat nameravam ostati znotraj prehrane. Pravim, v preteklem letu sem s pomočjo moje punce Laure in s pomočjo enega poslovnega mentorja Roka Bohinca uspel vzpostaviti biznis oziroma poslovni model, ki mi zdaj super funkcionira in v njem vidim ogromen potencial. Tako da to se vodi naprej, vmes se odkriva seveda nove potencialne rešitve oziroma podvige, ampak zaenkrat toliko. Kaj pa kakšni projekti v bližnji prihodnosti? Razen tega, da probam ta trenutni poslovni model narediti še bolj uspešen in še večji, ne morem povedati še točno. Zdaj pa, da ne bova samo tako resna, bi se posvetila še tvojemu prostemu času. Kako se po dolgem in napornem dnevu v službi najraje sprostiš? Zelo odvisno, če rabim takojšnjo sprostitev ali rabim sprostitev, na katero se lahko počaka. Včasih mi je enostavno pa še samo vse zapreti, ugasniti telefon, nekje pustiti in prižgati na glas glasbo. Zelo rad poslušam glasbo. Tako da ponavadi naredim to. Zvečer pogledam kakšno serijo ali grem samo ven na sprehod, hodiva s punco plesati, tudi plezam, kakor si prej omenila. Tako da imam par različnih ventilov, kjer se znam sprostiti. Pa seveda hribi za vikend. Katere plese pa plešeta? Zdaj sva se vpisala na swing. Tako da sva začetnik, ampak nama je zelo všeč. Ful dobro. Kakšen pomen pa ima zate športna aktivnost? Dokaj velik pomen. Kot otrok in najstnik sem dokaj resno treniral namizni tenis, tudi na tekmovalni ravni, tako na slovenskem nivoju in tako naprej, brez nekih ekstra uspehov, ampak vseeno sem bil pač vpet v ta šport. Kot aktivnost odraščal sem na kmetiji, tako da sem bil celo življenje v bistvu aktiven vsak dan. Zdaj pa pravim, izkoristim za kakšen trening, pohod, sprehod, plezanje po novem, tako da je dokaj pestro. Nič specifičnega, da bi samo eno stvar delal, ampak probam biti tako zelo dinamičen, prilagodljiv in pa
probati čim več različnih stvari. Poleg športne aktivnosti pa se vse bolj opozarja tudi na to, da je zelo pomemben tudi spanec. Kako pomemben je zate in pa zakaj dovolj spanca potrebno tudi za to, da smo fit? Spanec je ekstremno pomemben. Spanec je lahko pomembnejši od prehrane. Spet, če to prihaja strani prehranskega svetovalca, potem verjetno ima vsaj malo pomena. Včasih sem ga podcenjeval, tako kot vsak mladostnik, zdaj se vedno bolj zavedam njegove pomembnosti. Pogled na spanec, na pomembnost spanca mi je pa spremenila knjiga Zakaj spimo? Why we sleep, Matt Walker. Odlična knjiga. Tako da priporočam vsem, ki vas to področje zanima. Spanec enostavno je tista čarobna tabletka, ki jo ljudje iščejo v prehrani, pa je tam nikoli ne bojo našli. Ker pozitivno vpliva na čisto vse aspekte življenja, zdravja, dobrega počutja. Tako da pomembno v svojo rutino vključi dovolj spanca. 7 do 9 ur je nekako tista klasična številka, ki jo priporočimo. Jaz imam tudi tole knjigo, ki si jo prej omenil ravno na svoji nočni polički, tako da ko mi čakam, da jo preberem. Jernej, že prej sem omenila, da si ljubiteljski zbiratelj ročnih ur. In zakaj ti strast predstavljajo ravno ročne ure? Niti ne vem točno, iz kje ta strast oziroma hobi izvira. Mislim, da sem enkrat, že zelo dolgo časa nazaj, na socialnih omrežjih, na Instagramu, iskal tam po Explore pageu in mi je v oči padla neka zelo lepa ura in od takrat naprej sem bil hooked takoj. Tako da sem potem šel v akcijo in sem začel ure zbirati. Zbirka ni velika, zbirka ni bajna kakorkoli, ampak je tako ljubiteljsko, take ikonične kose recimo zbiram in potem pač vedno, kjerkoli me vidite z uro, ker se brez nje počutim, tako, kot da mi nekaj manjka. Doma, ko delam ali pa ko ne delam, vedno je na meni ura. Tudi zdajle, da potrdim to. Se strinjam. Hvala, Jernej, ker si bil moj gost in hvala za vse zanimive odgovore. Zdaj bi te pa še vprašala, če imaš za naše Kozmo poslušalke in pa poslušalce še kak nasvet pred veselim decembrom, kako se ne prenajedati. Jaz bi spet postavil dokaj splošen odgovor, ampak dokaj zgovoren. Probajte ne živeti v ekstremih. Kaj to pomeni? Ne si reči decembra, decembra gremo all out, gremo na glavo, bo vsega dovolj in vsega preveč, ker bo itak januarja potem spet stradanje in odpovedovanje in tako naprej. Probajte najti neko srednjo pot, ker če niste v ekstremu decembra, pa ni treba biti v ekstremu januarja. In živeti na prehranskih ekstremih ponavadi ni zabavno. Hvala tudi Unikreditu, ki je omogočil to epizodo Kozmo kariera podcasta. In hvala poslušalcem in pa poslušalkam, da ste poslušali to epizodo. Adijo!